Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je Branko Lapajne, ki se bo na volitvah potegoval za mesto župana v občini Idrija. Dobrodošli v našem studiu. Lep dober dan vsem skupaj. Gospod Lapajne, že sedaj opravljate službo, funkcijo podžupana. Bi lahko rekli, da imate majčkeno prednost pred konkurenti? Ja, mislim, da ne. Mislim, da glede na funkcijo, mogoče nekatere stvari majčkeno bolj poznam, ampak ne toliko detajle, da bi bil v kakšni prednosti. Poveva to, da ste letnik 55, da ste v javno življenje vstopili najprej v krajevni skupnosti Spodnja Idrija, kjer ste bili član sveta krajevne skupnosti na predlog takratne stranke Naprej, ki jo je vodil, starejši se bodo tega spominjali, Jurij Bavdaž. Ja, tako je. Takrat sem po nekem čudnem naključju, še sam ne vem kako, prišel na listo stranke, ki je takrat Jurij Bavdaž ustanovil, Naprej, in zadeva je prišla do te mere, da sem bil izvoljen pač kot kasneje še kot predsednik. Takrat je bila še skupščina krajevne skupnosti. Pred 8 leti pa smo vas prvič srečali v občinskem svetu. Ja, pred 8 leti, se pravi leta 2014, je pa na pobudo oziroma na prošnjo mojega soseda, takrat župana Bojana Severja, nekako prišlo do tega, da me je prosil, če bi bil v občinskem svetu kot član in mogoče tudi kaj dobrega naredil za javno življenje oziroma družbo. Pred 4 leti ste bili na volitvah spet uspešni, postali ste član občinskega sveta in za povrh tega še vas je župan Tomaž Vencl imenoval za podžupana. To pa že je resnejša funkcija. Ja, to je bilo sicer, ko bom rekel, mogoče tudi malo nepričakovano, vendar vseeno, glede na to, da imam izkušnje za področje vodenja investicij, je pač župan ocenil, da bi mogoče to področje uspešno lahko vodil, kar mislim, da mi je tudi v tem mandatu uspelo. Najbrž tudi na osnovi izkušenj in rezultatov, ki ste jih imeli kot predsednik krajevne skupnosti Vojsko, v prejšnjem mandatu, kjer ste postavili gasilski kulturni dom, ki so ga sicer vaščani že desetletja načrtovali. Sedaj pa, oziroma v času vašega predsedovanja, pa ste to investicijo tudi uresničili. Ja, res je. Mi smo imeli ambiciozen program v mandatu 2014-2018 v krajevni skupnosti Vojsko. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen, ko smo večina stvari, ki so bilo dolgoletne želje krajanov, uspeli narediti, izpeljati. Tako da, glede na to, da sem pol leta 2018 tudi napisal en program od 2018 do 2022 razvoja krajevne skupnosti Vojsko, pa se od tega ni kaj dosti naredilo. Upam, da bo zdaj spet ena taka priložnost, da stvari pokrenemo spet naprej. Na volitvah, ki so pred nami, nastopate kot kandidat za mesto župana na listi stranke SD, čeprav pravite, da član stranke pa niste. Kako to? Ne, član stranke nisem, ker zdaj bom rekel tudi takrat, ko me je Bojan Sever nekje angažiral, da kandidiram za občinski svet, sem mu nekako čisto jasno povedal, da lahko, da bom delal za vse, da pa ne mislim v kakšno članstvo in te stvari. Tudi v desetletjih, ko bi vam to prineslo kakšno korist, se niste odločali za članstvo v predhodnici te stranke? Ne, nikoli. Ostajate načelni tudi sedaj? Tudi. Da. V vašem programu dela sem zasledil vrsto postavk, ki pa v bistvu temeljijo na vašem že opravljenem delu, ne? Tukaj gre najbrž spomniti naše gledalce na energetsko sanacijo zdravstvenega doma in osnovne šole v Idriji, pa rekonstrukcijo in nadzidavo osnovne šole za knjižnico, ki bo, mislim, da jeseni odprta.
in na gradnjo novega otroškega vrtca v Spodnji Idriji ter obnovo pritličja osnovne šole. To so taki večji projekti, ki ste jih izpeljali. To je najbrž dobra podlaga za kandidaturo v tem krogu. Ja, mislim, da nekaj je. Zdaj, občani, krajani vidijo, da so se stvari izpeljale tako, kot je bilo načrtovano že leta od 2018 do zdaj, do leta 2022. To je imela tudi v programu stranka SD. Pač to smo speljali nekje, pač smo dobili nekaj denarja, nekaj iz proračuna, nekatere zadeve smo dobili tudi podporo oziroma denar iz ministrstev različnih. Tako da mislim, da smo res ta mandat uspešno pripeljali do konca, kar se tiče teh večjih investicij. Prav pri teh večjih investicijah vam tako strokovna kot tudi laična javnost priznava eno veliko zaslugo, predvsem pri zniževanju stroškov. Dosledni ste bili pri uveljavljanju dogovorjenih cen in pri zagotavljanju kakovosti opravljenih storitev, tako pri vrtcu Spodnja Idrija, kjer ste projekt zmanjšali pravzaprav za 1 milijon evrov, kot na primer v Triglavski ulici, kjer ste se zataknili, zapeli z izvajalci in terjali kakovostno gradnjo. Ja, načelno je tako, že, kako bom rekel, vse službe, kar sem delal do zdaj, tudi v firmi, je bil moj cilj oziroma vedno enak. Stvari, če so nekako zastavljene, jih je treba narediti kvalitetno, časovno v roku in pa finančno uspešno. Če boste izvoljeni za župana, boste najbrž prvi glavobol namenili težavam z energetsko preskrbo. Plin je ta trenutek drag in sila negotov. Ja, res je, nekako to je vsesplošni problem v svetu, ni samo pri nas. Pred leti se je nekako računalo na to, da bo zemeljski plin tisti energent, ki bo znižal kompletno stroške ogrevanja in vseh teh stvari, kar jih imamo. Z koncesijo, z Interenergom smo pač glede na daljinsko ogrevanje tudi to uspeli, vendar žal zdaj se je zadeva pokazala, da v tem trenutku pa to ni pač ogrevanje cenejše, kot je bilo takrat predvideno, ker pač to je svetovni trend, evropski trend in tudi pri nas so te cene nenormalno visoke, kar se tiče zemeljskega plina. Tako da smo, glede na to, smo se že pripravljali na spremembo nazaj na utekočinjen naftni plin, kar se tiče daljinskega ogrevanja. Vendar glede na to, da je zdaj vlada sprejela odlok o fiksiranju cen, kjer je kubičen meter, megavatna ura 73 evrov, kar se tiče zemeljskega plina, čeprav je to še vedno 2,5-krat več, kot je bila prejšnja cena, še zmeraj neko ugodno. No. Bomo pa poskušali z koncesionarjem, bomo poskušali v bodoče, glede na to, da ne vemo zdaj, kako se bo stvar odvijala, v bodoče vendarle narediti eno dodatno kotlovnico na biomaso. To pa zdaj proučujemo, v bistvu s koncesionarjem se proučuje in verjetno bojo prvi izsledki, prvi projekti, prvi izračuni že koncem tega leta ali pa začetek naslednjega leta. Občina v samem mestu v Idriji skrbi za ogrevanje katerih objektov? Koncesija je v bistvu za večino javnih objektov, ker imamo 3 kotlovnice, ena kotlovnica, ena Lapajna, to je druge 2 sta pa tle na Prelovčevi 1 in na Prelovčevi 2. Tako da v bistvu so tle zajete nekatere zasebni objekti, zasebne stavbe, recimo
in pa jasno večina javnih stavb, ki jih ima občina. To je zdravstveni dom, tukaj je osnovna šola, športna dvorana, Ja, višje je knjižnica, Ja. stara osnovna šola. tako. Stara osnovna šola, občina, kinodvorana, knjižnica, tle v mestu, to so te javne zgradbe. Pa imate v samem mestu dovolj prostora za izgradnjo kotlovnice na biomaso? Nekaj izkušenj imate pravzaprav iz Črnega Vrha. Ja, v Črnovrhu smo postavili kotlovnico na biomaso za tovrstno ogrevanje, predvsem zaradi tega, ker nobena druga varianta ne bi bila primerna za Črni Vrh. Namreč smo naredili tudi neko, lahko bi rekli, tudi neko krožno gospodarstvo, kjer vso to biomaso oziroma sekance pridobimo direktno iz Črnega Vrha in je to ugodno in pravilno, da se je to tako naredilo. Cena ogrevanja se je tudi znižala, nekoliko se bo sicer zdaj povišala, ker vemo, da se tudi biomasa, sekanci višajo, cene višajo zaradi tudi energentov, ne? Ampak ne toliko, da bi kot ostali energenti. Kje v Idriji pa vidite možnost, prostorsko možnost predvsem za postavitev take kotlovnice? Ja, še prej, mi smo že zdaj v tem obdobju ogledovali prostor, kje bi bilo to možno, ne. Vendar nismo do nekega, kako bi rekel, do nekega zaključka oziroma pozitivnih stvari nismo prišli, ker vedno je lokacija, ali je nekje blizu šole, ali je nekje blizu zdravstvenega doma, ali je nekje blizu doma starejših. Tako da zdaj možno je, da bi se ta zadeva naredila tam, kjer je avtoprevoz, med avtoprevozom pa med kolektorjem. Tam je še nekaj prostora, ampak se pravi, to bojo vse študije pokazale, ali je to možno tam narediti ali ne, ker tle moramo predvsem gledati na vpliv na okolje. Kot morebitni novi župan boste morali skrbeti tudi za športne objekte, teh je kar nekaj v občini Idrija. Največji med temi Modra dvorana pa ima vrsto problemov, streha pušča. Ja, res je. Mi v bistvu, kar se tiče Modre dvorane, imamo projekte že narejene. Tako da računamo, da eventualno z nekimi razpisi na različnih ministrstvih ali pa na Ministrstvu za šport in pa preko Ekosklada, da bi nekje dobili neka sredstva ker v bistvu tle se gre za energetsko sanacijo. Ampak energetsko sanacijo s tem, da zamenjamo kompleten ovoj in pa jasno tudi komplet streho. Energetsko naj bi sanirali tudi staro športno dvorano, tako ste zapisali v vaš program. Tudi staro športno dvorano, nosi teh projektov, kar se tiče javnih zgradb za energetsko sanacijo, imamo pol še osnovno šolo Spodnje Idrije in osnovno šolo Črnovrh. Tu smo že pred letom računali na to, da bomo mogli umestiti tudi to oziroma narediti te energetske sanacije. Med načrti investicij na podeželju pa sta najbrž dve posebnega pomena, to sta telovadnici v Godoviču in v Dolah. Ja, v Ledinah pravzaprav. V Ledinah, ja. Ja, v Godoviču imamo že idejne projekte narejene. Projekti se že v bistvu zdaj pripravljajo za DGD. V Ledinah pa imamo še stvari bolj v idejni fazi. Tam potreba kliče tudi po izboljšanju pogojev za vrtec in povečanje šole, ne? Ja, točno to. V Ledinah je upoštevana tudi rekonstrukcija šole pa vrtca, ne. Tako da bo to kar velik zalogaj, velika investicija, tako v Ledinah kot v Godoviču. Na področju zdravstva se kaže potreba po prenovi enega od stolpičev starega zdravstvenega doma. Boste kot župan te projekte nadaljevali? Sigurno, obvezno.
Stari zdravstveni dom avstrijski dela, ne, so projekti tudi že v delu, tako da računamo, da bo do konca tega leta tudi vse pripravljeno za vložitev na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, ker sanacijo oziroma rekonstrukcijo tega avstrijskega dela moramo zaradi programa, ki ga je zdravstveni dom pridobil, nekje usposobiti do konca naslednjega leta. Pogoje za delovanje vseh služb zdravstveni dom ima v Idriji sedaj relativno primerne, manjka pa zdravnikov. Kako boste reševali to zadrego? Ja, zdravniki so resni problem. Zdaj, kakorkoli vidimo, če gre eden v penzijo ali pa dva v penzijo, pol nastane zelo velika luknja. Zdaj, na kakšen način, tle so zdaj različne stvari, iz naše strani bomo nekje poskušali zagotavljati oziroma reševati stanovanjsko problematiko, medtem ko ostale stvari, kar se tiče samega nastopa službe, kot bom rekel, zdravnikov iz bivše Jugoslavije, verjetno najbolj, je pa pač procedura, ki je ministrstvo predpisuje. Tle je pa dolga doba v bistvu. Vendar pa so občani občutljivi na ta problem. Prej ali slej se vsakdo sreča s potrebo, da pride do, če že ne do svojega, pa vsaj do zdravnika, ki je dežuren. Ja, sej v bistvu mogoče, ne vem, kje je bila narejena napaka. Jaz ocenjujem, da napake so bile narejene v prejšnjih letih, kar precej let nazaj. V tem smislu, jaz čisto sam poznam, recimo, prvo, kar malo bolj poznam vojsko, iz vojskega recimo sta dva zdravnika, ki sta v bistvu dokončala študij, sta že pripravnika, ampak sta ostala v Ljubljani. Občani vsak mesec dobimo od komunale položnico za poplačilo stroškov odvoza odpadkov, za vodarino in podobne stroške. Pred leti ste se zelo intenzivno vključili v sanacijo komunale. Je res, da je bila takrat tik pred stečajem? Ja, res je. V bistvu leta 2019, po končnem poročilu oziroma obračunu leta 2019, je komunala imela cirka 1.200.000 izgube. Izredno, kako bom rekel, nelikvidnost. Se pravi, treba se je bilo resno spopasti s temi stvarmi. Moram reči, da smo zadovoljni, oziroma sem zadovoljen tudi sam, ker sem te stvari malo takrat vodil, da smo dobili prave ljudi in pravo moštvo za izpeljevati tu sanacijo. Danes po 3 letih komunala uspešno deluje, nima več izgube in mislim, da bo tako nadaljevala tudi naprej. Pa vendarle ste kandidat za župana. Povejte nam, kakšna je vaša vizija te komunale, kako se bo razvijala? Ja, naša vizija je bila, že takrat, ko smo zadeve sanirali, smo v bistvu sanirali na tak način, da smo programe, ki so se ugotovili, da so nerentabilni oziroma da jih ne moremo pospešiti iz naslova tega, da nimamo niti kadrov, niti ljudi za nekatere dejavnosti. Moja vizija je to, da se komunala razvija za tiste stvari, kar so potrebne okrog varovanja okolja, in tih stvari. Naj se ne spušča v tvegane posle, najbrž? Ne. Na področju Črnega vrha, kako razmišljate o prihodnosti te planote? To je relativno velik prostor, ki ponuja kar nekaj razvojnih priložnosti. Ja, zdaj moram reči, da v Črnem vrhu je, bom rekel, posebna specifika. Zdaj, če tako rečem malo glede na naslednji mandat, bo recimo občina, pa tudi državne institucije največ denarja vložilo v
krajevno skupnost Črni Vrh, od tega, da gre za rekonstrukcijo glavne ceste oziroma državne ceste, od tega, da je potrebno sanirati vodni kanal, ki je pač speljan skozi prostore oziroma skozi parkirišče v samem centru Črnega Vrha, od tega, da je treba sanirati oziroma obnoviti cesto od glavne ceste proti osnovni šoli, pa želja krajanov je, da pridejo do novega gasilnega doma, plus tega pa še mogoče, kar sem pozabil, je pa kompletno kanalizacija oziroma čistilna naprava in omrežje kanalizacije. V Črnem Vrhu je dejansko za ta mandat, bom skoraj rekel, za več kot za ta mandat dela. V Godoviču sva že omenila novo telovadnico. Kako pa je tam z vodovodom? So kar težave, ne? Ja, vodovod je v bistvu tiste najhujše napake so se letos sanirale, drugo leto začnemo naprej. Pač v programu za Črni Vrh je sanacija še preostalega dela od osnovne šole do tistega dela, ki smo ga zdaj sanirali v letošnjem letu, se pravi, tle se gre za vodovod in za cesto. Potem je ena večja stvar tudi, ki jo moramo dokončati, je tudi pokopališče. Letos smo ga nekje vsaj v grobem sanirali oziroma pripravili za naprej. Moramo pa tudi nekje narediti žarni zid. Pač tako, ti projekti bojo pa v začetku naslednjega leta pripravljeni. Območje od Zavratca gor dol do Ledin je bilo deležno obnove ceste na račun zaprte Zale. So tam še kakšni projekti zdaj načrtovani? Ja, naslednjo leto je že to po predhodnem planu. Bom rekel, mi smo že par let nazaj zastavili nek plan si. Naslednjo leto je na vrsti Zavratec in v Zavratcu bomo sanirali oziroma sanirali pač lokalno cesto. Od tam, kjer se je zdaj končala, pa bomo poskušali čim več narediti, tam, kjer je nujno potrebno. Za vrnitev šole pa v Zavratcu najbrž ne bo odgovoren župan, če boste vi župan, ampak starši otrok. Ja, verjetno, zdaj, če ne bo otrok, pol do šole ne bo, tako kot je recimo ni v Kanomlu že veliko let, kot je ni že na Vojsku veliko let, kot je še kje drugje ni. V Spodnji Idriji, sva že omenila, ste zgradili nov vrtec, ste pač v času vašega podžupanovanja. Kakšni so načrti za naprej? Ja, v Spodnji Idriji moram reči, da v Spodnji Idriji se je v tem mandatu veliko naredilo, ne. To že sami vidite, v bistvu smo dejansko prenovili komplet območje Koreje, tako imenovane Koreje, z vrtcem, šolo, s temi stvarmi. Tako da v Spodnji Idriji za naslednji mandat so nekje plani prenova dvorane, kar se tiče popotresne obnove, izdeluje projekte zdaj tehnična pisarna in bojo tudi neke sredstva iz te strani. Nekaj bo pa še dodatno potrebno tudi iz strani občine, vkolikor želimo imeti dvorano, v kateri bi normalno lahko gostovale gledališke skupine, karkoli, predstave različne. Kanomlja sodi med najdaljše vasi v državi, povezujejo cesta, ki je silno dotrajana na nekaterih delih. Določeni odseki pa so se temeljito posodobili. Ja, tle skozi Kanomljo gre za državno cesto, ne. Projekti so več ali manj tudi pripravljeni za naprej. Upam, da ne bojo izpadli iz proračuna ali kakorkoli. Zdaj, kar se
kar se vložka občinskega denarja z proračuna je več ali manj potrebno tam, kjer bo državna cesta potekala za vodovod in pa kanalizacijo, predvsem iz nadaljevanja kraka iz Spodnje Idrije v Mandžurje, do Mandžurje. Ta del, drug del, ki je pa mogoče tudi nekako potrebno vzeti v okvir tega, je pa osnovna šola v Kanomlji. Tam bojo pač mogli krajani se odločiti, v katero smer bi to šolo dokončno uredili, ali bojo to pač neka neprofitna stanovanja, ali pa da se zgornji del uredi za prostore društev, krajevne skupnosti ali kakorkoli. Ampak to je stvar tudi krajanov, ki bojo na koncu koncev posredovali svojo željo glede tega. V Idrijskih Krnicah si že vrsto let želijo vodovod, javni vodovod, ki bi imel kakovostno vodo v zadostnih količinah. Boste kot župan tem željam ustregli? Ja, v Idrijskih Krnicah je že kar obdobje veliko let, kjer se govori o vodovodu. Pač v startu je bila narejena neka vrtina oziroma iz katere očitno rezultati niso glih, bom rekel, ugodni, kar se tiče kvalitete vode. Mislim, da se je pa zdaj odkrilo dva izvira, ki bi zadostovala za to, kar v Krnicah rabijo, kar se tiče količine vode, ne. In pač bomo videli zdaj še ne vem, mislim, da meritve, kar se tiče kvalitete vode, so bile vzete, ampak rezultatov še ne vem, oziroma ne vemo. Jasno pa, da se bom sigurno prizadeval, da te stvari uredimo tudi za Krnice. O investicijah v mestu Idrija in o vojskem sva že prej med pogovorom nekaj rekla. Povejte nam, kakšen rezultat pričakujete na volitvah? Ja, volivci bojo povedali, ne vem, ne znam oceniti. Vaša ponudba je oblikovana, pripravljeni ste na delo? Ja, glejte, jaz bom tako rekel, ne, zdaj, če me bojo volivci prepoznali kot, bom rekel, kot nekega dobrega kandidata, no, bom tako rekel, to ne bo moja zmaga, to bo zmaga njih, ker bojo dobili, bom rekel, delovnega župana in pa, no, predvsem delovnega. No. Z izkušnjami? Pa z izkušnjami, tako. Kako boste oblikovali občinsko upravo? Imate novo ekipo? Ja, kar se tiče občinske, eno izmed točk, mojih točk, bom rekel, je tudi poslovna odličnost. Čeprav mi nekateri pravijo, da je to bolj za gospodarske družbe, jaz pa pravim, da ne, da se te stvari dajo narediti tudi na tem nivoju. Namreč jaz sem bil, preden sem šel v penzijo, sem bil 5 let direktor službe za kakovost in sem te stvari urejal oziroma izpeljal za 5 firm. Tako da nekaj izkušenj tudi iz tega dela imamo, ne. Jaz bi želel samo vse določene stvari nekoliko malo bolj povezati, no, da bom čisto tako rekel. Tudi kar se tiče občinskega sveta, imam nek program, na kakšen način bi se ta občinski svet kasneje vodil in oblikoval. Namreč mogoče me malo bolj moti to, kar sem velikokrat rekel, da svetniki, da niso svetniki velikokrat pripravljeni na tisto, kar je kot gradivo na občinskem svetu. Mogoče je včasih to problem, ker je preveč točk, mogoče kakorkoli, ne vem. Opažam pa, no, oziroma želim si, če bi bil župan, da je sestava občinskega sveta kvalitetna za debato, za komentarje, za neko stvar, ki jo pol skupno gradimo naprej.
Že prvi pogled na liste kandidatov obeta kar veliko sprememb v občinskem svetu. Prišli bodo novi ljudje, nove zamisli, novi predlogi. In če boste vi župan, kot vidim, tudi nov način delovanja, kot ga boste predlagali. Ja, res je. Vse pravilno, da se malo ta struktura zamenja. Da pač želim si pa, dejansko si res želim, da so ljudje tudi malo strokovni na določenih primerih, ker le tako vzpostaviš neko to prav kontakt, ta prava debata, ta prava razprava. In da pol, ne vem, nek odlok ali pa karkoli, pravilnik res damo v proceduro kvalitetno in tudi potrdimo kot ta kvalitetna. Branko Lapajne, želim vam vse dobro na dober rezultat, pravzaprav na skorajšnjih volitvah. Se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in za ta zanimiv pogovor. Hvala lepa tudi vam in hvala lepa za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!